Ni vse turistične atrakcije, ki so lepe, so primerne za obisk, še posebej, če nimaš močnih živcev. Obstajajo namreč kraji na svetu, kjer se ne ponašajo samo z lepoto, ampak potrebuješ tudi pogum. Ker so nekatere turistične atrakcije resnično nevarne, nekatere so na vrhu visokih gora, druge pa so tik ob robu pečin ali blizu mogočnih slapov. Pravzaprav je večina teh krajev varnih, če upoštevaš pravila in navodila osebja. Toda kje se nahajajo in kako nevarni so, to bomo zdaj izvedeli. Številka 15. Steklena platforma nad Atlantikom. Portugalska. Na otoku Madeira na Portugalskem stoji razgledna ploščad, postavljena na enem najvišjih obalnih klifov v Evropi. To je Cabo Hirang Skywalk, ki se nahaja približno 580 metrov nad morsko gladino. To ni običajna razgledna ploščad, ki jo obiskujejo turisti. Velik del tal je iz prozornega stekla, zato lahko, ko pogledaš pod noge, neposredno vidiš Atlantski ocean in majhne kmetije pod pečino. Steklo je trdno in okoli platforme je ograja, zato obiskovalci ne morejo kar tako pasti. Pravi izziv je tvoj lasten saj čeprav veš, da je tam steklo, imaš občutek, kot da stojiš nad praznim prostorom. Do Cabo Hiranga lahko enostavno prideš z avtomobilom, zato ni dolgega pohoda, preden prispeš. Vendar veliko obiskovalcev nenadoma upočasni ali se prime za ograjo, ko stopijo na prosojni del tal. Zaradi razgleda na morje, čolne in majhne kmetijske površine spodaj, je to eno najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih krajev na Portugalskem. Številka 14. Gugalnica nad prepadom Ekvador. Na gori blizu Baños de Agua Santa v Ekvadorju se nahaja Casa del Árbol. To je majhna hišica na drevesu, zgrajena blizu postaje za spremljanje izbruha vulkana, poleg nje pa je gugalnica obrnjena proti globoki dolini. Ko se usedeš na gugalnico, se zanihaš čez rob gore, medtem ko ti noge visijo nad strmim prepadom. Ko je vreme jasno, lahko v daljavi vidiš tudi vulkan Tungurahua, enega izmed aktivnih vulkanov v Ekvadorju. Zaradi višine, oblakov in razgleda se vsak, ki se ziba, počuti, kot da lebdi v zraku. Gugalnica je postala slavna, ko so se po spletu razširile slike turistov, ki se zibljajo nad prepadom. Včasih je bila postavitev zelo preprosta. Lesen sedež, pritrjen na dve dolgi vrvi in skoraj brez varnostne opreme. Ker je obiskovalcev postajalo vse več, so kraj uredili in dodali varnostne ukrepe. Zdaj imajo varnostne pasove, osebje, ki pazi na obiskovalce, ter še druge gugalnice, razgledne točke in atrakcije v okolici. Zdaj je to varneje kot prej, a občutek nervoze še vedno ostaja. Ko si na skrajni točki zamaha, pod tvojimi nogami vidiš samo gore, oblake in globoko dolino. Številka 13. Stopi v praznino Francija. Na Aiguille du Midi v francoskih Alpah je prozorna steklena škatla, ki štrli iz roba visoke gorske postaje. Ta atrakcija se imenuje Stopi v praznino. Nahaja se na višini 3842 metrov nadmorske višine. V stekleni škatli so tla in 3 stene popolnoma prozorne. Ko vstopiš, imaš občutek, kot da stojiš sredi zraka, medtem ko je pod teboj strma zasnežena gora. Za dosego tega ni potrebnega tehničnega plezanja. Iz mesta Chamonix pelje žičnica, ki hitro pelje proti Aiguille du Midi. Toda hiter vzpon je lahko tudi problem. Ker je zrak na tej višini redek, nekateri obiskovalci doživijo omotico, glavobol, slabost ali težave z dihanjem. Zato ni dobro hiteti, ko pridete na gorsko postajo. Telo je treba najprej pustiti, da se privadi na višino, preden se povzpnete na še višje razgledno območje. Preden vstopijo v stekleno škatlo, morajo obiskovalci obuti mehke copate, da ne bi opraskali stekla. Omejeno je tudi število ljudi, ki lahko vstopijo hkrati. Ob jasnem vremenu lahko od tu vidite ledenike in visoke vrhove Alp. Vendar se lahko celoten razgled nenadoma izgubi, ko pride gosti oblaki, močan veter ali sneg. Samo steklo je narejeno tako, da prenese težke pogoje. Toda občutek, da stojiš v prozorni škatli na skoraj 4000 metrih višine, je tisti, ki ustavi veliko obiskovalcev, še preden splopijo. Številka 12. Zadnje plezanje po jeklenici na Half Dome, Združene države. V Narodnem parku Yosemite v Kaliforniji je granitna gora, ki izstopa na sredini. To je Half Dome, ena najbolj znanih naravnih znamenitosti v Združenih državah. Pot do vrha je dolga. Odvisno od poti, ki jo izberete, lahko meri od 14 do 16 milj. Celoten vzpon skupaj s povratkom pomeni, da obiskovalci premagajo skoraj 5000 čevljev višinske razlike iz doline Yosemite.
Najprej bodo šli mimo slapov, skozi gozdove, po skalnati poti in strmih stopnicah, preden pridejo do najbolj nevarnega dela, jeklenic na Havdomu. Za zadnji vzpon sta na strmem granitnem pobočju nameščena dva debela jeklena kabla. Dvignjena sta s kovinskimi stebri, medtem ko so lesene deske namenjene počitku za stopala. Ni običajnih stopnic in tudi ne neprekinjene ograje. Uporabiti moraš lastno moč, da povlečeš svoje telo navzgor, medtem ko s stopali preprečuješ drsenje po skali. Ko je granit suh, je vzpon že težak. Ko je moker ali poledenel, postane zelo spolzek. Po podatkih Nacionalne parkovne službe se je večina večjih nesreč na odseku z jeklenicami zgodila, ko je bila skala mokra ali poledenela. Nevarne so tudi nevihte. Vrh je odprt in izpostavljen, zato ni varnega zavetja v primeru strele. Ko so jeklenice postavljene, je potrebno dovoljenje. Število obiskovalcev je omejeno, da se zmanjša gneča, saj je težko premikati se, ko se pohodniki vzpenjajo in spuščajo hkrati. Imeti dovoljenje še ne pomeni, da je vzpon varen. Če je vremenska napoved slaba, so navodila parkovnih uradnikov jasna. Boljše je odnehati, kot vztrajati do vrha. Številka 11. Pot Knife'edge na Angels Landingu, Združene države. V Narodnem parku Zion v Utahu je pot, ki vodi na ozko skalno formacijo, obdano z visokimi kanjoni. Angels Landing ima skupno dolžino poti približno 5,4 milje v obe smeri. Pohodniki se bodo povzpeli za skoraj 1500 čevljev, preden dosežejo vrh. V prvem delu bodo šli po dolgi in vijugasti poti, imenovani Walters Wiggles. Potem bodo prišli do Scout Lookouta, kjer se lahko ustavijo tisti, ki ne želijo nadaljevati na najbolj nevaren del poti. Od Scout Lookouta se začne zadnja polovica milje s kovinskimi verigami. Pohodniki bodo šli po ozkem grebenu, ki je videti kot hrbtenica gore. Na nekaterih delih je pot široka komaj 1 meter, na obeh straneh pa so globoki prepadi. Nobenega pasu za varovanje ni pritrjenega na telo. Verige služijo le kot oprijem za pomoč pri ravnotežju med vzpenjanjem po strmi in gladki skali. To postane še težje, ko je veliko ljudi. Spenjajoči in spuščajoči se morajo čakati drug na drugega na ozkih delih poti. Če se kdo nenadoma ustavi zaradi strahu, se zadržijo tudi vsi za njim. Zdaj je potrebno dovoljenje za vstop v del z verigami. Ta sistem je bil uveden leta 2022, da bi zmanjšali gnečo in nevarnost na ozki poti. Toda opozorilo Nacionalne parkovne službe je jasno. Dovoljenje za pohod ne zagotavlja varnosti. Večina smrtnih nesreč na Angels Landingu od leta 1930 se je zgodila na zadnjem delu z verigami. Aprila 2026 je še en pohodnik umrl, potem ko je padel z odseka z verigami. To dokazuje, da je nevarnost še vedno resnična, tudi če je število obiskovalcev nadzorovano, če izgubite ravnotežje ali naredite napačen korak. Razgled na vrhu je čudovit. Vidi se celoten kanjon Zion in njegove visoke rdeče stene. Toda preden to vidiš, moraš najprej prečkati ozko skalno pot, kjer se lahko držiš le za verigo. Številka 10. 10. 516-metrski viseči most Portugalska. V geoparku Aroca v severni Portugalski je viseči most, ki visi nad sotesko Paiva. Ime 516 Aroca izhaja prav iz njegove dolžine. 516 metrov od enega konca do drugega. Njegova višina od reke Paiva je približno 175 metrov. Tla je iz kovinske rešetke, zato lahko jasno vidiš vodo, drevesa in ostre skale, medtem ko prečkaš most. Dva velika jeklena kabla sta glavna opora mostu. Na obeh straneh so tudi visoke ograje. Ker je most zelo dolg, je povsem normalno, da občutiš rahlo premikanje tal, kadar piha veter ali ko obiskovalci hkrati hodijo po njem. To ni kraj za nenaden obisk brez načrta. Najprej moraš kupiti vstopnico prek spleta in priti ob določenem času. Prehod je mogoč le z vodnikom, zato je tam osebje, ki daje navodila in nadzoruje število ljudi na mostu. Atrakcijo lahko zaprejo tudi, če vreme ni varno. Ker je most odprt za veter in dež, so vremenske razmere zelo pomembne, čeprav je most trdno zgrajen. Hoditi ni težko, ker je tla skoraj ravna. Pravi preizkus je prečkanje dolge kovinske poti, medtem ko vidiš zelo globoko reko med svojimi nogami. Številka 9. Stekleni hotel na Pečini, Peru. V Sveti dolini v Peruju so prozorne sobe pritrjene neposredno na rob visoke pečine. Ta nenavaden hotel je Sky Lodge Adventure Suites, ki ga upravlja pustolovsko podjetje Natura Vive.
Kapsule so približno 1200 čevljev nad dolino. Narejene so iz trpežnega aluminija in prozornega polikarbonata. Zato ima skoraj vsak del sobe jasen pogled na zunanjost. Tudi ko ležiš na postelji, lahko vidiš goro, nebo in zemljo daleč spodaj. Po noči pa lahko opazuješ zvezde, medtem ko soba visi sredi pečine. Toda sem ne moreš priti kar tako z dvigalom ali navadnimi stopnicami. Gostje se morajo povzpeti po Via Ferrata, poti z jeklenimi stopnicami, lestvijo in kablom, pritrjenimi na skalo. Nosijo čelado in varnostni pas za celo telo, ki je vedno priključena na varnostno vrv. Obstaja tudi alternativna pot, ki uporablja pohodniško stezo in nato zipline. Za tiste, ki nočejo plezati po strmi jekleni lestvi. V vsaki kapsuli je postelja, jedilni kotiček, luč, prezračevanje, zavesa za zasebnost in lastna majhna kopalnica. V izkušnjo sta vključena tudi večerja in zajtrk, ki jo pripravijo vodniki. To je dobro in varno narejeno za pustolovski turizem. A vendar je še vedno težko normalno zaspati. Ko veš, da je tvoja prozorna soba pritrjena le na rob zelo visoke pečine. Številka 8. Bazen na robu Viktorijinih slapov, Zambija. Na vrhu Viktorijinih slapov v Afriki je naravni kamniti bazen, ki je skoraj na samem robu ogromnega slapu. Poznan je kot hudičev bazen in se nahaja v reki Zambezi, blizu otoka Livingstone na zambijski strani. Ko ležiš na njegovem robu, vidiš vodo, ki neprestano pada čez prepad. Globok, več kot 90 metrov. Zvok slapov je zelo močan in skoraj ne slišiš pogovora, ko si blizu roba. Ni nobene ograje ali umetne pregrade, ki bi zadrževala vodo. Le naravna kamnita stena na dnu bazena preprečuje, da bi plavalce odneslo naravnost čez prepad. Toda tega kraja ni mogoče obiskati v vseh letnih časih. Običajno je odprto le od sredine avgusta do poznega decembra, ko je voda v reki Zambezi nizka. Ko je deževno obdobje in je tok močan, naravna pregrada izgine pod vodo in postane izjemno nevarno. Plavanje. Prav tako ni dovoljeno obiskati tega kraja brez vodnika. Le majhne skupine so pripeljane z otoka Livingstone. Usposobljeni vodniki najprej preverijo moč toka in stanje vode, preden dovolijo obiskovalcem, da se približajo robu. Oni tudi poučijo, kje je treba plavati, kje se držati in kako daleč se lahko približate. Obiski so nadzorovani in strogo se upoštevajo varnostna pravila. Toda ko si že na robu in vidiš, kako izjemno močna voda pada le nekaj centimetrov stran od tvojega telesa, je še vedno težko ostati miren. Številka 7. Hands-free walk nad Torontom, bodite živčni. 7. Hands-free walk nad Torontom. Zunaj stolpa CN Tower v Torontu, Kanada, je ozka platforma, ki obkroža stavbo in nima ograje na robu. Imenuje se Edge Walk. Nahaja se na višini 1168 čevljev oziroma 116 nadstropij nad tlemi. Platforma je široka le 5 čevljev. Preden gredo ven, vsakemu udeležencu namestijo polno varnostno oprtnico. Ta je pritrjena na močan varnostni sistem zgoraj, zato lahko prosto premikajo roke med hojo. Prisoten je tudi usposobljen vodnik, ki poda varnostna navodila in vodi skupino. Ni dovoljeno nositi mobilnih telefonov, ključev, kovancev, očal ali kakršnihkoli predmetov, ki bi lahko padli. Uradni fotoaparat vodnika se uporablja za fotografiranje in snemanje videoposnetkov. Medtem ko ste na platformi, se udeležencem priporoča, da stojijo mirno. Stopite do roba, poglejte naravnost navzdol in se nagnite ven, medtem ko vas drži pas. Od tam lahko vidite stavbe, ceste, vozila in jezero Ontario. Ker pa pred vami ni nobene stene, občutite tudi veter in izjemno višino stolpa. Edgewalk se ne izvaja ob strelah, nevarnem vetru ali hudem vremenu. Pasovi in varnostna oprema se redno preverjajo. Tako da, čeprav je to videti strašljivo, je varnostni sistem zelo strog. Najtežji del za mnoge udeležence ni hoja. To je prvi korak navzven, ko ugotovijo, da so zunaj stavbe več kot 300 metrov nad Torontom. Številka 6. Trolltunga, norveška skala nad oblaki. Na visokih gorah zahodne Norveške je velik kamen, ki štrli iz roba pečine kot jezik. Zato so ga poimenovali Trolltunga, kar pomeni trolov jezik. Nahaja se več kot 1100 metrov nad morsko gladino. Z roba kamna se vidi jezero Ringedalsvatnet in obsežne gore naokoli. Na samem kamnu ni nobene ograje ali varnostne pregrade.
Zato morajo turisti, ki se želijo fotografirati na robu, biti previdni pri vsakem koraku. Toda preden prideš tja, moraš najprej opraviti dolgo in naporno potovanje. Odvisno od parkirišča, kjer začneš, je lahko krožna pohodniška pot dolga od 20 do 27 km. Običajno jo pohodniki prehodijo v 7 do 12 urah. Pohodniki bodo prečkali strm, skalnat in odprt gorski teren. Vreme se hitro spreminja. Čeprav je na začetku sončno, lahko nenadoma začne deževati, se ohladi ali nastane gosta megla. Zato so nujni dobri pohodniški čevlji, vodoodporna jakna, topla oblačila, hrana in dovolj vode. Od junija do septembra je dovoljeno hoditi brez vodnika, le tistim z dovolj izkušnjami. V hladnejšem in bolj nevarnem obdobju je potreben voden pohod. Vsako leto tukaj potekajo reševalne akcije zaradi turistov, ki zamudijo pri vračanju, se utrudijo, poškodujejo ali niso pripravljeni na nenadne vremenske spremembe. Zato pri Troll 2 ni resnična nevarnost le prepad. Še večji izziv sta dolg pohod in spremenljivo vreme, še preden sploh prideš do slavne skale. Številka 5. Kirkbolten, balvan nad Lysefjord. Nad Lysefjordom na Norveškem je velik kamen, ki je zagozden med dvema stenama gore. To je Kirkbolten. Ni sementa jekla ali kabla ne drži tega kamna. Naravno se je zagozdil med skale, potem ko so ga tam pustili ledeniki v davnih časih. Kraj se nahaja skoraj 1000 metrov nad fjordom spodaj. Da bi se lahko slikali, morajo turisti stopiti iz trdnega dela gore na okrogel in delno gladek kamen. Ni ograje, ni varnostnega pasu. To je sama črta na Kirkboltenu. Zato nekateri obiskovalci stojijo tukaj z razprtimi rokami, medtem ko drugi sedijo ali plazijo zaradi prevelikega strahu. Veliko jih se tudi odloči, da ne bodo stopili nanj. Še vedno lahko vidijo kamen in čudovit razgled z varnejšega dela gore. Pot do sem tudi ni lahka. Pohod je dolg približno 11 km v obe smeri in običajno traja od 6 do 10 ur. Odvisno od vremena in sposobnosti pohodnika. Je tudi višinska razlika. Ta znaša približno 800 metrov. Obstajajo strmi deli, kjer se je treba oprijeti in vleči z jeklenimi verigami, ki so nameščene. Ko so skale mokre, so bolj spolzke in vzpon ter spust sta težja. Ko prideš do Kirkboltena, moraš sprejeti samo eno odločitev. Boš ostal na varnem delu in fotografiral oddaleč, ali boš stopil na skalo, ki visi nad skoraj 1-kilometrsko prepadom številka 4, Caminito del Rey, španska pot ob pečini. V ozki soteski v Malagi v Španiji je sprehajalna pot, ki je pritrjena neposredno na strmo steno gore. Caminito del Rey je bil zgrajen v začetku 1900-ih, da so lahko delavci hodili do hidroelektrarn. Stara pot je bila narejena samo iz betona, široka komaj 90 cm in je visela več kot 90 metrov nad reko. Sčasoma se je sprehajalna pot poškodovala. Beton se je preluknjal, železo je zarjavelo, nekateri deli pa so celo padli v prepad. Kljub nevarnosti so pot še vedno obiskovali plezalci in iskalci vznemirjenja. Po nekaj smrtonosnih nesrečah jo je vlada leta 2001 zaprla. Caminito del Rey so ponovno odprli marca 2015, potem ko so jo popolnoma obnovili. Poškodovano pot so zamenjali z močno leseno sprehajalno potjo s kovinskimi oporami in ograjo. Obiskovalci morajo nositi tudi čelado. Zdaj je varno hoditi po njej, če upoštevate pravila. A to ne pomeni, da ni več strašljiva. Na nekaterih delih lahko med deskami vidiš reko in velike skale spodaj. Sprehajalna pot je tudi zelo blizu stene kanjona, na drugi strani pa je prepad. Lesena pot je dolga približno 3 km, ampak celotna pot je daljša, če vključiš še poti do in iz kanjona. Zato Caminito del Rey ni več tista razpadajoča smrtonosna past, po kateri je bil nekoč znan. A vendar ostaja ena izmed najbolj vznemirljivih sprehajalnih poti ob pečinah v Evropi. Številka 3. Samostan Tigrovo gnezdo, Butanov tempelj v nebesih. Na robu zelo visoke pečine v dolini Paro v Butalu stoji budistični samostan, ki se zdi, kot da je prilepljen na skalo. Poje Paro Tahčang, bolj znan kot samostan Tigrovo gnezdo. Po legendi je v 8. stoletju sem prispel budistični učitelj Guru Rinpoche. Domnevno je prispel na hrbtu tigrice. Meditiral je v jami na pečini, zato je to mesto postalo sveto za budiste v Butanu. Samostan, ki ga danes vidimo, je bil prvič zgrajen leta 1692 okoli jame. Velik del samostana je pogorel leta 1998, vendar so ga skrbno obnovili.
Kompleks se nahaja na približno 3120 metrih nadmorske višine in je skoraj 900 metrov nad dolino Paro. Noben prevoz ne pelje neposredno do sem, zato je treba hoditi navzgor po strmi poti več ur. Obiskovalci bodo šli mimo borovega gozda, molitvenih zastavic, molitvenega kolesa in razgledišča, kjer bodo prvič v celoti zagledali samostan na drugi strani prepada. V zadnjem delu se boste spustili po dolgih kamnitih stopnicah, prečkali blizu slapa in nato ponovno povzpeli do vhoda. To ni tako nevarno kot kraji brez varnostnih ograj. Pravi preizkus tukaj je strma pot, redek zrak, utrujenost in spremenljivo gorsko vreme. Ko vstopite, je prepovedano kar tako fotografirati svete dele. Pričakuje se tudi, da se primerno oblečete in spoštujete menihe ter vernike. Za večino mednarodnih turistov, ki obiščejo Butan, obstaja tudi pristojbina za trajnostni razvoj. Država to uporablja za pomoč pri ohranjanju kulture, narave in turistične infrastrukture. Tigrjev brlog ni le čudovita stavba na pečini, to je sveti kraj, do katerega se moraš potruditi, preden ga obiščeš. In z vsakim korakom navzgor boš bolje razumel, zakaj je to postal najpomembnejši simbol Butana. Številka 2. James Bondov bungee skok, Švica. V dolini Verzaska na jugu Švice je jez, ki je postal znan zaradi filma Zlato oko. Verzaska jez je visok 220 metrov oziroma približno 720 čevljev. To je eden najvišjih komercialnih bungee skokov v Evropi. V uvodni sceni filma Golden Eye iz leta 1910 vidimo Jamesa Bonda, kako teče po vrhu jezu, preden skoči z glavo naprej. Pierce Brosnan dejansko ni skočil. Nevarni podvig je izvedel britanski kaskader Wayne Michaels na pravem jezu Verzaska. Zaradi te scene je kraj postal znan po vsem svetu. Po izidu filma so tam začeli redno izvajati komercialne bungee skoke. Pred skokom udeleženca štetajo in pregledajo. Nadenejo mu trden varnostni pas in ga izkušeni skakalni mojster pritrdi na bungee vrv. Ko pride na platformo, spodaj vidi ogromno ukrivljeno steno jezu. Po odštevanju se moraš vreči naprej in pustiti, da te gravitacija potegne navzdol. Nekaj sekund boš padal, preden se elastična vrv napne in te ponovno dvigne. Varnostni postopki so zelo strogi. A vendar nobeno usposabljanje ne more odpraviti strahu, ko stojiš na robu 220 metrov visokega jezu in čakaš ukaz za skok. Številka 1. Pot po deskah na gori Hua, Kitajska. V kitajski provinci Šanči se nahaja gora Hua, ena od 5 svetih gora v državi. Na južnem vrhu te gore je ozka pot pritrjena ob rob strme pečine. Znana je kot Changkong Plank Road ali preprosto pot po deskah na gori Hua. Južni vrh se nahaja več kot 2100 metrov nad morsko gladino. Da pridete do poti po deskah, se lahko najprej peljete s kabinsko žičnico in nato nadaljujete peš. Ne plezajte po dolgih in strmih stopnicah gore. Po zgodovini kraja so prvo pot ob pečini zgradili v 23. stoletju taoisti, ki so iskali miren in odmaknjen kraj za meditacijo. Pot, po kateri bomo zdaj hodili, je sestavljena iz ozkih lesenih desk, železnih opor za noge in nekaterih delov skale izklesanih neposredno v pečino. Obstajajo odseki, ki so skoraj tako ozki kot eno stopalo. Preden vstopijo, morajo obiskovalci obvezno nositi varnostni pas. Ta pas se pripne na jeklenico, medtem ko se roke držijo verige pritrjene na steno. Kljub varnostni opremi je vsak korak še vedno zelo napet. Na eni strani je trdna granitna stena, na drugi strani pa je odprt prepad brez ograje ali široke ploščadi. Včasih se je treba tudi srečati z drugimi ali počakati, ker je pot ozka. To tudi ni del redne poti, ki bi jo bilo treba prečkati za dokončanje vzpona. To je dodatna atrakcija, zato je ni treba preizkusiti tistim, ki jih je strah višine. Toda za tiste, ki nadaljujejo, je to pravi preizkus. Zaupati moraš v pas, se močno držati za verigo in ne podleči strahu, medtem ko hodiš po ozki leseni deski ob robu Svete gore. To ni najvišja ali najsodobnejša atrakcija na seznamu. Toda med vsemi kraji, ki smo jih videli, je Mount Hua Plank Walk morda najtežje gledati, ne da bi se zamislil. Si upaš narediti prvi korak?